Pozdravljeni, z vami sem Inka in ja, praznični december in včeraj je bil zame poseben dan. 8. december, pred 9 leti je izšla prva knjiga, ko imajo hormoni žur. Tako da, 9 let samega žura. No in naj vam povem, preden grem naprej, med vsemi, ki boste pustili spodaj komentar, bom naredila žrebanje in vam podarim eno knjigo iz serije žurov in ene karte. Ker, gledajte, kako je bilo pa pol. Čez eno leto, točno spet 8. decembra, so išle karte Prehod v novo dobo. Pač tako, ne moš verjeti, točno na isti dan. In vemo, da 8. december je Marijin praznik in očitno te knjige nosijo eno tako žensko energijo, ki je za notranji preporod. V glavnem, gledajte to. Sedaj je že 7. ponatis, se pravi, prvi ponatis, se pravi, prva izdaja, druga izdaja, tretja izdaja, četrta izdaja. Jaz vsako izdajo zase shranim, ker to je v bistvu nekaj fajnega. Se pravi, četrta izdaja, pa je potem tukaj 5. izdaja, pa je potem 6. izdaja in počasi prihaja do zaključka. Kako so težke te moje knjige. V glavnem, in 7. izdaja. No, v glavnem, to so hormončki. Hormoni, ki imajo žur. No, potem za hormoni je nastala knjiga, ko ima življenje žur, pa potem je tudi, zdaj ta je že druga izdaja, pa potem duše, bo že 3. izdaja, pa čakre je tudi zdaj že druga izdaja v prodaji in moški hormoni. Tako da v glavnem, med vsemi, ki boste pustili spodaj komentar, vam naredim žrebanje eno knjigo iz serije žurov. Tako da v glavnem, zdaj pa gremo na pozitivna sporočila, ampak še prej vam bi rada povedala, sem prav razmišljala, kako je bilo pred 9 leti, ko sem začela s promocijo moje prve te knjige. Veste, prva knjiga, ki jo napišeš, je to dojenček. V glavnem, prvo sem šla na neko srečanje, sploh ne vem, nekje na Dunajski smo bili. V glavnem, in to je bilo srečanje za neko prodajo. In vsak izmed nas, ki je bil tam kot gost, je imel par minut časa, da se je predstavil. V glavnem, jaz takrat spomnim, da sem prodala ta prvo knjigo. In mi je bilo tako, prodala sem prvo knjigo. Pač, to je res neverjeten občutek. Spomnim se, da sem na tistem srečanju govorila, ker je bilo pač srečanje o prodaji, sem govorila, kako nimam nobene težave s prodajanjem. Saj veste, kaj je prodaja. Prodaja je reševanje težav drugih ljudi. To ne pomeni, kako bom jaz nekoga prepričala, da to kupi, ampak mu bom kvečem predstavila, kako si on lahko s knjigo pomaga. Kaj je tukaj noter, da lahko človeku pomaga izboljšati njegovo življenje. Recimo, recepti za hujšanje, se pravi sladice za hujšanje, kako lahko nekomu pomagam s tem, da so sladice in uravnavajo sladkor v krvi. Se pravi, jaz se trudim prodati, ampak rešujem težave drugih. No, in sem govorila na tem srečanju o tem, kako sem se jaz učila prodaje, ne nazadnje. Spomnim se, sem bila še čist majčkena, mogoče par let sem imela, in moj oče vsako zimo, pač jeseni, je skuhal šnopc, se veste, žganje, in potem je bilo treba ta šnopc prodati. In vem, da takrat, ko je zmanjkalo pri hiši denarja, glede na to, da smo pač živeli samo od kmetije, se je pač usedel v avto in je šel od gostilne do gostilne in pač vprašal, če rabijo kaj šnopca. To pomeni, da on, ko je šel vprašati, če rabijo kaj šnopca, ni noben rekel, ti si slab človek, ker prodajaš šnopc, ti prosjačiš, ker prodajaš šnopc, ampak enostavno. V določenih gostilnah so rekli, imamo potrebo po dobremu šnopcu, in se spomnim, kako je imel
lijak in so pretočili to žganje v steklenice in pač je pokasiral. In tam, kjer so rekli, da pač ne potrebujejo žganja, sva se peljala naprej. Tako da vem, da sem se enkrat šla z mojim očetom, verjetno večkrat, ampak sem opazovala ta proces prodaje. Se pravi, to ni nič slabega, če nekaj prodajaš, ker v osnovi rešuješ probleme ljudi. No, potem, to je bilo prvo srečanje. Potem drugo srečanje sem pa šla na skupino BNI in ja, seveda sem imela prvih 5 knjig, sem potem prodala, mislim, naslednjih 5 knjig. In mi je bilo tako, ker sem predstavila mojo knjigo. In se spomnim ravno tako, oni imajo na sekunde skoraj, da koliko časa imaš, da se lahko predstaviš. In glede na to, da mi je ime Minka, ne vem, če sem vam že govorila, ampak se mi že zgodilo parkrat v vseh letih, kar delam z ljudmi, da so me vprašali, pač Minka, lejte, to je ime, ki mi ga je dal moj oče, in jaz sem bila kot majhna punčka tako jezna, da sem Minka, ker sem rekla, ali so stare ke zemlja, ali so pa na pokopališču. Na grobnikih je kakor hočeš Mink, samo pač pa jaz. No, v glavnem. In se mi 2-krat zgodilo, da so bili ljudje iz Bosne in ti ljudje iz Bosne so rekli, Minka, odakle si? Sem rekla, iz Škofje Loke? Pa dobro, odakle si došla? Iz Sevške doline? Pa dobro, odakle so tvoji došli? Ne vem, po moje so tam že 300 let. In če si predstavljate, ne, odakle si došla. Ja, dol v Bosni so bosanske Minke, ki so Jasminke, pa se potem pridejo v Slovenijo, pa so Minke, pa tudi kakšno makedonsko Minko poznam, ja, pa tudi kakšno bohinjsko Minko poznam, ampak ni tako veliko teh Mink. No, v glavnem, to zgodbo sem razložila tam in sem rekla, pač jaz Minka sem napisala knjigo, ko imajo hormoni žure. No, v glavnem, spomnim se, enkrat smo bili na enem srečanju v okviru Neolife in je bila ena Minka iz Bosne. In njen mož, ko sem pozabila, kako mu je ime, in je ona rekla, skupaj smo se slikali, pa reče, Minka, ti možeš do ovdje, se pravi, da ga objamem, ko ga objamem do pasu, a ja možem izpod. Tako da, ja, zanimivo, a ne? No, v glavnem, ja, pač pustite komentar, kakšen vtis je na vas naredila ta knjiga, me zanimajo povratne informacije in v glavnem vsi, ki boste pustili komentar, pač naredimo žrebanje. Zdaj pa karte prehodu na vodobo. Zanimivo, da tale gleda ven. Karta slovo gleda ven. Kaj je tisto, kar ne sodi več v tvoje življenje, ker tvoja zavest se dviga na višjo raven, višja zavest in skozi tebe teče Božja ljubezen. Mogoče je čas, da narediš za kakšen prostor novemu. No in zdaj, če premešam te karte. Karte, ki so nastale kot navdih med vožnjo, peljala sem se z Dunaja in sem v 1 uri in pol posnela vsebino vseh kart. No in v tisti uri pa pol je samo šlo dobesedno to zaporedje kart, ta vsebina se mi je samo sestavila skupaj. Prejšnji večer sem bila na eni meditaciji in preko te meditacije sem dobila navodilo, da pokličem Katarino Vidmar, da bo naslikala te karte, da naj bo gor bohinjsko drevo, da je pomembno, da je slab Savica gor. Zanimivo, da na teh kartah je Soča, je Krka, so slovenski motivi. Poleg tega, sem pa dobila še to navodilo, da se moram iti naga kopati v Bohinj. Veste, tele naše duše imajo včasih čudna navodila in to je bilo na začetku poletja in jaz res pač grem tudi v Bohinj, ne, če sem dobila tako navodilo. V glavnem in jaz grem v Bohinj, ampak sem vzela kopalke s sabo, ker pač ne moram po Bohinju tekati naga, ne. Sploh pa nisem nudistka. In ko pridem v Bohinj, ni bilo kopalk. Enostavno ni bilo kopalk. Imela sem brisačo, ne pa kopalke. No, v glavnem,
sem šla potem mečkan tako za en grm, pa grem gola v vodo, plavam in sem občutila, kot da je blokirana energija pod mostom, se pravi, čez most ne gre nikakor ne energija. No in v glavnem, ko je Katarina Vidmar slikala te karte, je rekla, da ko je slikala drugo karto, kristali, da je imela prav ta občutek to, da sta tam dva kamna, ki nikakor ne gre energija čez in da je povezano z Veroniko, to je pa gospodična oziroma gospa, ki je umrla od žalosti na Blejskem gradu. To je tista legenda, ki je povezana z blejskim zvonom. Tako da v glavnem nekako ta povezava gre skozi. V glavnem, da pol energija steče po Savi navzdol. No, kakorkoli. Glejte, karta, ki se kaže ven, je naslednji korak. Tebi pripada sreča, zaslužiš si jo, zaslužiš si ljubezen, zaslužiš si izobilje vsega dobrega. Pa da vidimo. In kar delaš dobro, se ti dobro v izobilju vrača. In očiščuješ se vseh nezdravih misli, razvad in odnosov, kar pred teboj je novo obdobje, nova energija in nove ideje prihajajo v tvojo zavest kot prebliski slike in pred teboj je novo obdobje. V glavnem, ja, če čutite, da rabite mečkam pomoči pri tem novem obdobju, jaz imam še nekaj kart na zalogi, tako da bojo v kratkem razprodane, tako da potem kart ne bo več. Zdaj jih imam še na zalogi približno 100 izvodov. Ko sem jih se pravi 8 let nazaj natisnila, te karte, res je, nisem se pozanimala, koliko kart se proda v Sloveniji. In te knjigarji so mi rekli, pač, če sem se pozanimala in sem rekla, da pač ne vem niti, koliko se proda tega, ampak glede na ceno tiskanja sem natisnila 3000 izvodov. In sem rekla, veš, v Sloveniji se povprečno proda 300 izvodov kart. Sem rekla, no, bom pa do penzije prodajala. No, karte bojo zdaj vsak čas razprodane, ne bom do penzije prodajala, imam še nekaj let do penzije. Veste, koliko let do penzije imam še? Še 6 let. 6 let. Upokojenka, ne morem verjeti. No ja, prav, v penzijo bom šla. No, in zdaj da vidimo še kakšno dodatno sporočilo, pa bom pa čist naključno iz knjige, ko jo imajo Hormoni žur pogledala. Pri tebi se zaključuje neka pot. Si na koncu določenega obdobja in bodi hvaležna za vse izkušnje, ki ti jih prinaša življenje. Nekaj se zaključuje, nekaj pušča za sabo, kurjo pot imam. In čas bi bilo, da mogoče se potopiš v svoje čustvene rane. Zdaj pa da vidimo. Knjigi, ko imajo Hormoni žur, kaj je pomembno? Kaj jesti pred vadbo, po vadbi in po športu? Pivo. Se pravi, za vse tiste, ki se imate radi in ki želite nekaj narediti dobrega za svoje telo, seveda pomembno, da se gibate, da se gibamo. To verjetno veste, da se nočno izgorevanje maščob podaljša v jutranji čas, če zjutraj na tešče malo pomigate. Ampak to pomeni raztezalne vaje ali sprehod, nikakor pa ne naporne vadbe takoj zjutraj na tešče. To pač ni zdravo. Ker če zjutraj greste na tešče, na neke naporne vadbe ali pa greste teč ali karkoli, to povzroča, da vam začne telo porabljati mišično maso, ne pa maščobne zaloge. No, druga zadeva pa je, da če zvečer mečkam pomigate in to je lahko povezano s tem, da ali plešete, ali skačete po trampolinu, ali greste v fitness, ali greste na neko vadbo, je pa pomembno, da pred vadbo pojeste nekaj, kar daje takojšnjo energijo in po vadbi čim hitrejš pojeste beljakovine. Zato, ker beljakovine pomagajo pri tem, da se čim hitreje, no, tudi po eni strani obnovijo zaloge glikogena. Glikogen je v osnovi shranjena energija v vaših mišicah, po drugi strani
pa s tem dobite aminokisline, ki so potrebne za popravilo škode oziroma teh mikropoškodb. Zdaj, če pogledamo naprej, tukaj noter boste najdeli tudi nasvete za meno in recimo tukaj zdaj se mi je odprlo na strani 353, ker je današnji čas hiter, vam priporočam, da se poleg tega nekajkrat na dan samo lagodno usedete in zaprete oči. Se pravi, poleg tega, da ponavljate misli upanja, vere, ljubezni in miru. Dovoljujem, da se moja ženska energija izrazi. Blagoslavljam vse matere sveta, občudujem vse matere sveta, prepuščam se božanskemu vodstvu, skozi mene teče ljubezen, hvaležna sem za moje žensko telo. Poleg tega je pa dobro, da zaprete oči in začnete samo to ponavljati in poskusite to, kako je to zanimiva vaja. Vidim cilj, vidim cilj, vidim cilj. Samo ponavljate si. Do te ideje sem jaz prišla, ko sem bila na nekem predavanju, niti ne vem, kaj je bilo, 9 let nazaj. Alan Kobilica je govoril o tem, kako je njegov program Vidim cilj. In meni je dal tako pošteno zamisliti, ker sem pomislila, poglej, on je slep in on vidi cilj. In mi, ki imamo oči, imamo tolikokrat probleme s tem, da vidimo cilj. In če se zaprete oči in začnete ponavljati, vidim cilj, se vam bo pred očmi naslikala neka slika vašega cilja. In potem si ponavljate, vidim ljubezen. In si ponavljate in boste videli, da vam bodo začele leteti pred očmi slike ljubezni. In zdaj, kaj je brezpogojna ljubezen? Brezpogojna ljubezen je recimo ljubezen med vami in vašimi ljubljenčki domačimi ali pa med otrokom. Brezpogojna ljubezen je povezana z otroško ljubeznijo, kjer ni nobenega pogoja, ampak enostavno ljubezen je. Vidim mir. Ne vem, mogoče si ponavljate, vidim mir in se vidite na morju in ste mirno, na morju ležite in je samo mir. Ali pa recimo zasnežena pokrajina, samo sneg pada in zdaj jaz, če pomislim, da ta sneg pada, me prestavi moja zavest, moj spomin v otroštvo, ko se spomnim, ko je padal sneg in smo se postavili otroci na prah, na ta mala vrata. In te velike snežinke so padale in zadaj je bila luč in če gledaš v te padajoče snežinke, imaš občutek, kot da letiš. Ne vem, ste to probali že. To je v bistvu en tak moj spomin, ki je povezan s tem, vidim mir. Vidim srečo, to si ponavljate, vidim srečo. Boste videli, pred očmi se vam bo prikazal prizor, ko ste občutili popolno srečo. In to je najbolj pomembno, lejte, naša zavest, ko začnemo ponavljati, vidim, nam bo poiskala sliko. In ko boste začeli ponavljati nekaj negativnega, vam bo poiskala sliko. In vse to, kar ponavljamo v svoji zavesti in kar si predstavljamo, ali pa ponavljamo, mislimo o tem, naša zavest nam bo poiskala slike in bomo tega videli še več in hkrati bomo to manifestirali v svojem življenju. No, tako da to je iz knjige, ko imajo hormoni žur, 9 let samega žura, hormončki. No, zdaj pa poglejmo eno čisto ključno sporočilo iz moških hormonov. No, to je pa nastala lansko leto. Ta knjiga je šla malo pred novim letom, da vidimo. Kako prepoznate, da imate opravka z energijskim vampirjem? Tukaj noter so majčkeno težje teme, veste. Ker v hormonih, ko imajo hormoni žur, govorimo o ljubezni do sebe in kako sebe postavljati na prvo mesto, kako iti skozi imeno, čez obdobja, ko nas hormoni šofirajo. Medtem ko tale knjiga, ko imajo moški hormoni žur, tukaj noter pa govorim o odnosih. In v osnovi bi bil pravilen naslov, ko imamo v odnosih žur. Ker lejte, kaj se zgodi takrat, ko vam nekdo pije energijo? In tisti, ki veste, ki imate opravka s takimi ljudmi, točno veste, kako to zgleda. Se pravi,
Bodite pozorni na rdeče zastave. Nenadoma vas napade občutek slabosti in se pojavijo bolečine v trebuhu. To je prvi znak, da mogoče imate nek energijski vdor. Srce vam začne razbijati. Občutite, kot da vam nekaj stiska za vrat. Občutite tesnobo, kot da vam nekaj sedi na prsih. Nenadoma vam pade razpoloženje. Naslednja stvar, občutite nerazložljivo krivdo ali žalost. In nenadoma vas lahko začne boleti hrbet, mogoče celo tako občutek, kot da vam nekaj sedi na vratu. Zdaj bi se človek vprašal, kako se tega znebim. Zdravilna molitev dekodiranja ima neverjetno moč. Prva je, da prepoznate, druga stvar pa je, ne prepoznate energijske vampirje, druga stvar pa je, da jasno rečete dovolj. Vem, da je to včasih težko, sploh če se človek počuti majčkega, ampak, glejte, svet energiji je zanimiv. Svet energiji ga lahko občutimo, recimo prejšnji dan mi je gospa soseda rekla, veš, moja Ester, ki ni soseda, je rekla, veš, je energijska obremenitev zato, ker se menja vreme. Glejte, samo vreme se menja in ljudje občutimo energijsko obremenitev. Svet energiji je res zanimiv in tukaj se vsi učimo postaviti v svojo moč. Nismo žrtev, ampak včasih je kakšnemu treba reči enostavno dovolj. Zdaj pa pojdimo pogledati. Ko imajo duše žur, naključno sporočilo. Zanimivo, odprlo se mi je na strani 177, kjer govorim, da sem bila jaz v enem od prejšnjih življenj služkinja na gradu in sem od žalosti in občutka, da me nihče nima rad, naredila samomor. V mojem zapisu je pač bil, pa tudi vi lahko preverite to, samomor je rešitev. To je v bistvu kot koda. In danes sem z mojo učiteljico angleščine pregledovala, ona je tudi žotiš dela, je rekla, veš, v mladosti si lahko da imela zaradi neke postavitve planetov ta program Samomor je rešitev. Sem ga imela in sem ga počistila. In zdaj, če imate vi ta program, pomeni, da bi bil čas, da vi to počistite. Da počistite podzavestne kode, da enostavno preverite z mišičnim testom vse to, kar vas zadržuje. No in naslednja stran pa je, počasi umira. Počasi umira, kdor postane suženj navad, ki si vsak dan postavlja iste omejitve, kdor ne zamenja rutine, kdor si ne upa zamenjati barv, kdor ne govori s tistimi, ki jih ne pozna. Počasi umira, kdor beži pred strastmi in njihovimi močnimi emocijami, zaradi katerih se zasvetijo oči in znova oživijo osamljena srca. Počasi umira, kdor ne zamenja življenja, kdor je zaznamovan s službo ali z ljubeznijo, kdor se zaradi sigurnosti odreka morebitni sreči, kdor ne sledi svojim sanjam, kdor si ne dovoli vsaj enkrat v življenju bežati pametnim nasvetom. Počasi umira, kdor ne potuje, kdor ne bere, kdor ne posluša glasbe, kdor ne najde miline v sebi. Počasi umira, kdor uničuje lastno ljubezen, kdor ne dovoli, da bi mu pomagali, kdor preživi dneve z jamranjem nad lastno smolo in nad neprestanim dežjem. Počasi umira, kdor opusti načrt, še preden ga poskusi izvesti, kdor ne sprašuje o tistem, česar ne ve, kdor ne odgovori, ko je vprašan o tistem, kar ve. Ne dovoli si počasnega umiranja. Tvegaj in uresniči želje že danes, živi za danes. In to je prevod, ki ga je obesedil v slovenščini Jože Udovič. V glavnem, počasi umira, kdor ne naredi tistega, kamor ga kliče srce. Mogoče rečemo tako, saj po novem letu. No, mogoče pa res, letos po novem letu bi bilo pa mogoče res čas, da stopite v akcijo. Dajmo pogledati. Ko ima življenje žur, otrok teme, razočaranje.
živeti brez pričakovanj, to je umetnost. Biti v odnosu brez pričakovanj, to je še večja umetnost. Res je, razočaranje lahko občutimo takrat, ko smo v pričakovanjih. Ampak po drugi strani pa, ko sprejmemo življenje kot dejstvo, biti v odnosu brez pričakovanj, je res zanimivo, ker sploh v teh naših zrelih letih, ko vidite, da se določen odnos ne spremeni, je v osnovi najbolj pomembno, da se sprijaznemo s tem, vzemi ali pusti. To pomeni, sprejmi odnos tak, kot je, ali pusti. Ker vmesne poti ni, ker ljudje se spreminjamo, samo če se mi želimo spremeniti, ne spreminjamo se takrat, ko nam nekdo želi reči ali pa nas želi spremeniti. Tako da, kdo vas je v mladosti razočaral? Če kar naprej nosite svoje razočaranje, pestujete ta občutek, bi bilo mogoče pametno pogledati v otroštvo in pogledati, kdo vas je v otroštvu razočaral. To je, ko ima življenje žur in še ko imajo čakre žur, da vidimo čakre. Čiščenje dušnih pogodb in zaobljub. Veste, kaj so dušne zaobljube? Dušne zaobljube so v osnovi čisto vse, kar je povezano s tem nikoli več. Zadnji primer take dušne zaobljube mi pride na pamet ena gospa, ki je v veselem pričakovanju. Pričakuje dojenčka in vsakič, ko jo seveda sreča, ima večji trebušček in je imela velike težave s tem, da je zanosila. In zadaj je bila, ona je bila pri meni na svetovanju, zadaj je bila dušna zaobljuba, da nikdar več ne bo imela otrok, ker izguba otrok tako boli. In to je iz nekega drugega življenja. In ko sva midve to zaobljubo počistili, enostavno v parih mesecih je zanosila. Tako da, a veste, kako neverjetno je. In če veste, da imate neko strašno težavo in ne morete čez tega, je mogoče zadaj neka dušna zaobljuba in bi bilo mogoče čas vzeti knjigo, ko imajo čakre žur v roke in na strani 240 prebrati, kaj narediti v tem primeru, če imate dušno zaobljubo in potem preverite z mišičnim testom, kakšne dušne zaobljube lahko nosimo in jih potem na naslednji strani imate navodilo, kako jih tudi počistite. No tako. 9 let samega ustvarjanja. Ja, res sem zadovoljna, hvaležna. Tudi hvaležna vam, ki berete te moje knjige, ki podpirate to moje delo. In zdaj imam že naslednjo idejo, kaj bo pa naslednji, ne bo več žur, ampak naslednja knjiga bo pa išla v začetku naslednjega leta. Vse recepte bom dala v eno knjigo. Ker zdaj veste, ko imajo čakre žur, so odlični recepti, iz ajde, pa ajdov beljakovinski kruh, pa čemaž, pa čemažovi namazi in tako naprej. Pa imamo knjigo, ko ima življenje žur, spet odlični recepti, pa ne vem, recimo tukaj skutna majoneza, pa humus, pa pražene bučke z gobami, pa bučka, ajdova kaša, jurčki. V glavnem, vse recepte bom dala v eno knjigo, zdaj mi pade še na pamet, in še zelišča, in dodatek za meno. Se pravi, to bo knjiga, ki bo v osnovi najbolj kuharska izmed vseh, ker bom vse te recepte dala skupaj in seveda tudi nove recepte bom dala zraven in bom dodala še ene recepte za moške hormone notri, pa za vegetarijance. V glavnem, naredila bom kuharsko knjigo, ali pa knjigo, ki je primerna za v kuhinjo, ki vam bo pomagala, da boste lažje pripravljali zdrave obroke, si pripravili zdrava zelišča, zdrave kombinacije. Tako da to je pa v bistvu nekako, ne bo povzetek, naslednja knjiga, ampak ne bo več žur. Ne bo, ko imamo v kuhinji žur, ampak enostavno bojo recepti. Nimam pojma, kako bo naslov. Ne bo več žur. Mislim, da sem z moškimi hormoni zaključila žuri, ampak v glavnem, v vsakem primeru nekaj v tej smeri recepti,
ker bo bolj enostavno na enem mestu imeti vse te dobre recepte, sploh pa v tem primeru, če imate neke težave, kako si pomagati, samo odpreš knjigo in je to to. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ne pozabite na komentar od spodaj, ker bom čez par dni naredila žrebanje in da vidimo, nekomu od vas pošljem eno od teh serij žurov in nekomu od vas karte prehodu v novo dobo. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, praznujem in obdarujem.